Hvala lepa za besedo, Miran. Lep pozdrav še enkrat vsem, spoštovane kolegice in kolegi. Kot je že rekel Miran, neverjetno koliko zanimanja vzbudi ena stvar, če uporabiš mogoče malo bolj radikalne besede, kot je avtonomija in kaj podobnega. Čeprav, če se vrnemo malce v zgodovino, večina vas ve, da se Slovenska ljudska stranka že praktično od svojega razvoja dalje 20 leti, od svojega nastanka dalje 20 leti zavzema za večjo decentralizacijo Slovenije. V preteklosti smo v glavnem govorili o fiskalni decentralizaciji, tudi zaradi dejstva, da je Slovenija, kar se tega tiče, ena najbolj centraliziranih držav v Evropi. Jaz mislim, da, če imam točne podatke, v približno 12% javnega denarja zgolj odločamo na lokalnem nivoju. Za primerjavo z nekaterimi razvitimi evropskimi državami, kot so Nizozemska, Danska, Belgija, kjer je ta odstotek preko 40%. Verjetno nas je v tej dvorani malo, ki verjamemo, da je še možno realizirati v enem doglednem, bližnjem času projekt pokrajin v Sloveniji. Projekt, ki se je po moji oceni že od samega začetka napačno odvijal, da smo se praktično desetletja ali še malo več pogovarjali bolj o številu pokrajin v Sloveniji, kot pa o tem, kakšne naloge, kakšne pristojnosti bi naj imele te pokrajine. Ker je v vsakdanjem življenju vedno tako, da organizacijo prilagodiš vsebini in ne obratno, da rečemo, bomo imeli 4 ali pa 8 ali pa 12 pokrajin, bomo pa že nekaj strpali v te prazne škatle. Žal, tega srednjega nivoja upravljanja v državi, po moji oceni, še nekaj časa ne bomo imeli, ne glede na to, kako se bodo te volitve izšle. Tisto, kar mene in nekatere kolege moti, verjamem pa, da tudi veliko večino vas, je pa en proces, ki se tudi že odvija dalj časa, rekel malce manj na očeh javnosti, proces upravne, administrativne centralizacije te naše javne sfere. Jaz sem 13. leto župan, vem, da nekaj vas je tle, ki ste še dlje časa, in opažam, da je čedalje več stvari, kjer si država, da ne reč, pa ne država, ne to ministri, ampak predvsem uradniki po posameznih ministrstvih, dobesedno uzurpirajo pravico odločati o stvareh, ki se tičejo zgolj nas samih, oziroma okolij, ki jih mi predstavljamo kot župani, kjer živimo, delamo in smo strani ljudstva bili na večinskih neposrednih volitvah izvoljeni, zato da te probleme rešujemo. Cel kup problemov, jaz verjamem, ne samo jaz, ampak tudi vsak izmed vas bi znal našteti, ko se istočasno vprašaš, kje je to smisel, zakaj počnemo takšne neumnosti. Recimo, gledajte, mi smo se lotevamo v mestu prenove mestnega parka. To je ena zelena površina, ki je namenjena meščanom, ljudem, ki živijo v mestu. Mi tega mestnega parka ne moremo obnoviti tako, kot bi si mi želeli, oziroma kot so predlagali strokovnjaki, ki smo jih za to najeli, ampak se moramo usklajevati z eno državno institucijo, ki je Zavod za varstvo naravne dediščine, ki nam postavlja neke nemogoče nesmiselne pogoje. Od tega, da nazaj postavimo leseni paviljon, kakršen je bil pred 100 leti, za katerega ne vemo, čemu bi ga rabili. Mi smo predlagali, da bi bil recimo paviljon kovinski, ovalne oblike, ki ga bi bilo možno zvečer zakleniti, kjer bi bilo možno spraviti kakšne stole, imeti kakšne projekcije in kaj podobnega. Lesen paviljon, veste, vsi imate težave z vandalizmi, pri nas se v parku, sploh preteklosti, zdaj smo malce to preprečili, se v petkih zbirala mladina, ki je naredila veliko škode, en del tistih, ki so se napili ali še kaj drugega. In smo prepričani, da takšen paviljon več kot mesec dni ne bi zdržal v takšni obliki, kot smo ga postavili. Recimo, v Celju imamo ogromno problemov s poplavno varnostjo in nam se je zgodilo, da nam je ARSO za novo uredbo o poplavnih območjih čisto kabinetno, v neki pisarni tu sredi Ljubljane, zrisal praktično pol Celja, da je to poplavno območje. To pomeni, da niti na stavbnih zemljiščih v mestu, ki so predvidena za gradnjo, kjer je še mogoče lani ali pa predlani stal objekt, praktično ne moramo postavljati novih objektov,
čeprav se mesto z poplavami sooča že 2000 let. Celje je znana poplava iz leta, mislim, da okoli 40, na enem stolpu, obrambnem stolpu, ki mu rečemo vodni stolp, je označena višina Savinje takrat. In mesto in prebivalci znamo živeti z visoko vodo. So bila leta, recimo tam v 30-ih, ko smo imeli po 3 poplave na leto. Seveda to povzroči določeno škodo. Bistveno več škode povzroči na objektih, ki niso bili grajeni z vednostjo, da jih je možno poplaviti. Da ne bom predolg, tam nam je nekdo za novo uredbo, ki se sklicuje celo na Evropsko direktivo o vode, mi smo šli to gledati, nima nobene veze z Evropsko direktivo o vodah, naredili veliko težav, veliko škode, lokalnih skupnosti, pa tudi posameznikom. Pri nas je ena pravnica, ki je mimo grede diplomirala na Harvardu, htela graditi na eni takšni parceli, ki se je označila za poplavno, in je rekla, ok, če pa poplavna, bom pa na stebrih zgradila hišo. Niti tega niso dovolili. Človek kupi stavno parcelo z prepričanjem, da včeraj je še bila zazidljiva, po sprejemanju uredbe pa ni več zazidljiva. Verjetno nas vse žuli predšolsko varstvo. O tem smo se veliko pogovarjali na SOZ-ih, na ZOZ-ih in na vse posod. Predšolsko varstvo je tako področje, ki je v pristojnosti lokalnih skupnosti, ki zahteva izjemno veliko denarja. Mi v tem trenutku že približno 15% proračuna Mestne občine Celje namenjamo za predšolsko varstvo, kjer imamo približno 1800 otrok. To področje predšolskega varstva je po moje oceni zelo nesrečno urejeno. Država predpisuje standarde, zdaj že nekaj let, ali pa še kar dolgo časa, s tem opravim celo nadstandarde, ker tisto, kar imamo na predšolskem varstvu v Sloveniji, je evropski nadstandard, to lahko greste pogledati v katerokoli sosednjo državo, kar seveda pomeni tudi zelo visoke stroške. Pri nas diplomirane osebe brišejo otroške ritke, kar seveda tudi precej stane. Plače v vrtcih so 85% in praktično nimamo možnosti kakršnih koli pocenitev narediti. To najbolj udari nas in pa seveda tudi starše. Hkrati je pa za spremembo zakona, ker je drugi otrok brezplačen v vrtcu, nam naraslo tudi v kratkem času število otrok. Mi se zdaj vsi ukvarjamo, verjetno po vseh občinah, kako bomo gradili nove dodatne vrtce, čeprav imamo dejansko manj otrok, kot smo jih imeli pred 10-12 leti v vrtcih. Namesto, da bi država, ministrstvo za šolstvo in šport sprostilo standard število otrok v oddelkih za 10% za 3 ali pa 5 let, mi bi v tem primeru lahko čisto vse otroke vključili v predšolsko varstvo, rešili težave in probleme staršem, nič na škodo otrok. Jaz sem prepričan, če bi o tem odločali mi, na lokalnem nivoju, bi to tako naredili. V Celju smo imeli, jaz se spomnim, ko sem prišel 98 za župana, v otroških vrtcih 2200 otrok, danes jih imamo 1800, pa smo v tem času zgradili še nekaj novih vrtcev, pa imamo premalo prostora. 400 otrok, ki je bil čas več, pa manj prostora, kot je pa danes. Verjetno, rekel, en tak zelo plastičen primer predstavlja tudi zadnji poskus Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da bi del pravic odločanja o socialnih transferih centralizirali na ministrstvo oziroma na njihov organ, Center za socialno delo, kjer se že več kot leto, mislim, da dobro leto ukvarjajo s tehničnim problemom, kako to rešiti. Sistem je zdaj takšen, da odločbe na prvi stopnji, pa tudi v pritožbenem postopku za, recimo, subvencijo plačila vrtca oziroma razvrstitev v razred vrtec, pa za subvencijo za stanarino in podobne socialne transfere, ki jih lahko občani uveljavljajo na občini, pač občinska uprava vodi postopek na prvi stopnji in je župan pritožbeni organ. Eni so povedali, ker slučajno kolegica, ki dela na tem projektu, prihaja iz Celja, da je bil cilj ministrstva za to, da bi vzpostavili enotno evidenco vseh socialnih prejemkov po osebah. V 21. stoletju, ko živimo v informacijski dobi, zaradi tega spreminjati način odločanja se mi zdi
ena velika neumnost, z najblažjimi besedami povem. Poleg tega, mi imamo zelo slabe izkušnje, že do sedaj, tam, kjer se srečujemo z Centrom za socialno delo in oni odločajo, mi pa plačujemo. Jaz pravim, če že treba te pristojnosti občini vzeti, potem mi rade volje damo tudi še tisti denar, ki ga imamo namenjenega sedaj proračuna, ne oni plačujejo te socialne transfere. Kaj se nam dogaja v preteklosti? Center za socialno delo nam je na svoj sedež, poslovni sedež, prijavil celo vrsto občanov, ki so bili brezdomci ali pa so prišli iz okoliških občin v Celje po želji, da dobijo domsko oskrbo. Center jih je tam prijavil in jih potem naprej napotil v različne domove za starostnike po Sloveniji. Zakon pravi, občina, kjer je imela takšna oseba zadnje stalno začasno bivališče, za točno ne vem, je dolžna plačati razliko med prejemki tega oskrbovanca in pa ekonomsko ceno v domu. Mi smo dobili celo skupino njih občanov, ki niso bili nikoli naši občani, ki so prihajali iz socialnega dna in hkrati dobili strošek v proračun za njih plačevati domsko oskrbo. To je nekorektno. Jaz sem se tako spraševal, kako je možno na upravni enoti na sedežu Centra za socialno delo, kjer je poslovni objekt prijaviti bivališče nekoga. Ampak očitno en državni organ pred drugim državnim organom to pač uspe. Meni se zdijo nekatere stvari, verjetno pa tudi vam, pa celo ponižujoče, tisto, kar država dela do nas. Glejte, mi lahko razpišemo razpis za izvajalca del vrednosti 50 milijonov, koliko je znašal naš center za ravnanje z odpadki v Celju, izberemo izvajalca, vodimo cel projekt gradnje. Na drugi strani pa ne moramo sami izbrati ponudnika za 100 ali pa 500 tisoč evrov posojila, če ga hočemo najeti. Ker je pač nek uradnik na Ministrstvu za finance spisal podzakonski akt, ki določa, da mora lokalna skupnost, ki ima 10 ekonomistov, tega imata 2 magisteri, najeti zunanjo finančno institucijo, ki bo presodila, kateri od ponujenih kreditov je najbolj ugodno. Vse to je neumnost na kvadratno. In potem dobimo eno firmo, ki je one-man band, da nam to kao izračuna tisto, kar že itak mi sami vemo. Seveda to košta približno 2500 ali pa 3000 evrov. To nam počnejo že 5-6 let, mislim, da jih je lahko sram. Verjetno bi sami iz svoje prakse našteli še celo vrsto primerov. Jaz, ko gledam seštevek mojih problemov na občini, jaz lahko rečem mirne duše, da je 60 ali pa 70% problemov takšnih, ki so bolj kot ne papirnate narave in so locirani po različnih ministrstvih. Žal, v tem zadnjem mandatu kaj veliko problemov nismo uspeli rešiti, vse veste. Ministri tam, ravno tam, ki so najbolj občutljiva ministrstva za lokalni nivo, se pravi služba vlade za lokalno samopravo in regionalni razvoj, pa ministrstvo za okolje in prostor, so se ministri pač menjavali. Skoraj da po tekočem traku. Mi smo v eni zadevi 3 različne pogodbe pošiljali na SVDR, ker se je za vsak menjal minister in ni hotel podpisati na ime starega ministra. Evropska sredstva. Cela vrsta problemov je, ki so v realnem svetu fizično preprosto rešljivi, se pa ukvarjamo z uradniki, birokrati po teh ministrstvih za različna dovoljenja, soglasja, ne vem kaj še, da bomo sploh problem lahko rešili. Kar naših občanov ne nazadnje ne zanima. Mi smo delali iz evropskih sredstev na pešpot do Šmartinskega jezera in tista pešpot je nažalost šla tu čez en potok, ki ni širok 1 meter. Smo čakali več kot 1 leto na stavbno pravico, ki nam je morala dati ARSO. Stavbno pravico smo morali dati oceniti po listi, ki jo imajo oni izvedencev. Tista cenitev stane v 1500 pa tudi do 2000 evrov, za stavbno pravico, ki je vredna 200 evrov. Pa vse to je skregano zdravo pametno. Vse skupaj je trajalo več kot 1 leto in pol, tako da smo morali na tistem delu pač prestaviti oziroma prekiniti gradnjo, obvestiti organ upravljanja, ta verjetno tudi obvestiti Bruselj, kakšne težave so, ampak skratka s tem se mi soočamo vsak dan na terenu. In meni se zdi res ponižujoče do nas,
ki smo politiki na lokalnem nivoju, bili smo pa poleg predsednika države edini, ki smo izvoljeni na neposrednih volitvah, ki nam ljudje zaupajo, ki so nam nenazadnje zaupali to dolžnost in pravico, da urejamo mesto, da rešujemo probleme, pa jih dostikrat ne moremo zaradi enih uradnikov, ki so si to pravico uzurpirali. Danes sem bral slučajno v časopisu, tudi to je en krasen primer. Primer gradnje ribogojnice na Tolminki, če je kdo opazil. Ribiško društvo ima koncesijo za ribogojnico, ampak ker se društvo ne more prijaviti na evropska sredstva, so ustanovili firmo, firma pa nima koncesije, ne pa Arso ne da koncesije. Skratka, za odzem vode ne bojo dobili koncesije in tudi ribogojnice, ki bi bila dobra in nujna za to, da bojo vzgojili avtohtone ribe, ki bojo potem vlagali v Tolminko in Savo, ne vem kam še. Pač zato, ker se je nekdo tako odločil, ne bomo naredili, ne? Ali pa ne bodo naredili. Jaz pričakujem, ker se zdaj pač že nahajamo v predvolilnem času, da bo Slovenska ljudska stranka, ki ima največ županov, ki je močno lokalno zasidrana, prva, upam pa da ne, edina stranka, ki bo podprla to zahtevo županov, ki prihajajo, jaz sem se pogovarjal z različnimi župani tudi iz drugih strank, po večji upravni avtonomiji, da odločamo o stvareh, ki se tiče samo nas mi, brez nekega nepotrebnega vpletanja uradnikov, ki so hkrati še po moje oceni vprašljivo strokovni in nam dobesedno grenijo življenje. Mi imamo po teh uradih hecno zaposlene, hecno izobražene ljudi. Recimo pri nas na Arso so kemiki pa biologi, ni nobenega hidroinženirja, vodja izpostave je, ne vem, tehnologinja. Dobro, vse mogoče so to tudi profili, ki kaj koristijo, ampak jaz verjamem, da v vodarstvu največ vedo hidroinženirji, teh je pa relativno malo. Jaz upam, da nas bo stranka odločno podprla in tudi nekako pogojevala morebitni vstop v naslednjo vladno koalicijo, tudi s tem, da se ta zahteva postavi zelo visoko v prioritetah, programskih prioritetah stranke. Jaz vem, da je stranka tudi zapisala v program krepitev upravnih enot. Upravne enote so organi države, ki so bližje ljudem, kot so pa ministrstva, ker so pač teritorijalno razporejene. Ampak moram reči, jaz osebno ne vidim nobenega razloga, da ne bi celo vrsto zadev, upravnih zadev, ki jih danes upravljajo upravne enote, upravljali tudi občine, kot naloge prenesene strani države. Recimo v Srbiji je to čisto normalno. Srbske občine upravljajo celo vrsto, oni ne poznajo upravnih enot, od matičnih do tudi davčnih nalog, prenesene naloge strani države in zato dobijo nek denar. Jaz mislim, da bi mogoče bilo celo za razmisliti, da se upravne enote ukinijo in se tam, kjer imajo pač sedež, poveča število mestnih občin, ki imajo neke širše naloge, pokrivajo še naprej upravno področje, ki ga pokrivajo upravne enote, in je mogoče to zametek neke regionalizacije lahko v prihodnje. Zakaj pa ne? Jaz mislim, da bi te naloge, če brez celjsko upravno enoto moram pohvaliti, je dobra, izjemno kvalitetno dela, hitra, praktično nobenih pritožb ne dobim, ker to je tudi hec tega, ne? Kar naredi upravna enota, pritožbe pa dobi župan. Vse upravne enote imamo v občinskih zgradbah, ljudje po 15 letih ne ločijo, kaj je upravna pristojnost, kaj pa občinska pristojnost. Vse, kar gre tam narobe, se ljudje pritožujejo županu, se verjetno vsi enako občutki, ne? Tako da, jaz smo reči, da upravna enota Celja, da dobro dela in da imamo vsaj tu neko srečo. Toliko, no, da ne bom predolg. To je na kratko v smislu te ideje, na nek način tudi zahteve. Jaz verjamem, da boste sami našli še celo vrsto primerov, ki jaz rečem pač upravne neumnosti. Prav, hvala lepa.